Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli ponovno v moji družbi. Zdaj se nekaj časa nismo videli, ampak obljubljam vam, da boste danes veliko tega dobrega, zanimivega in koristnega izvedeli. Z mano je namreč posebna gostja danes Vesna Marđonović, soustanoviteljica in solastnica Stars Adria. Vesna, a sem te prav napovedal? Super, hvala Damjan. Super. Hvala tebi, ker si se odzvala in ker vem, da lahko res podeliš mnogo izkušenj tvojih kariernih in življenjskih našim gledalcem, mlajšim in manj mladim. Izkušenj pride z veliko dela, ne? Z veliko leti dela in pa tudi z veliko različnimi podjetji in pa pozicijami, na katerih sem delala, pa tudi privatno zelo veliko sodelujem na različnih koncih, tako da imam en tak širok pogled. Vsaj mislim. Bojo povedali gledalci. Gledalci vedno presodijo, ampak jaz to vem, zato sem te tudi povabil v končni fazi. In ko so pa ravno pri tem, bom rekel, izkušnjah si omenila, ne, jaz odpravim, v življenju ni bližnjic. Če hočeš priti do nečesa nekaj odkriti, je treba to spoznati v praksi, ne. In ko začneva pri teh praktičnih, relevantnih primerih, GSK, ne, tam si imela res odgovorno, visoko pozicijo. Ta je potem terjala tudi selitev v tujino in življenje v tujini, ampak to boš ti najbolj sama znala povedati. Daj mi malo, mogoče greva na začetek tvoje karierne poti, kako se je skupaj začelo, kaj te je popeljalo te vode, pa potem me zanima res tudi ta selitev v tujino in doživljanje le-tega, no. Začela sem v bistvu v eni slovenski firmi, kjer moram reči, da je bilo tako zelo tradicionalno. Direktorja sem mogla klicati gospod direktor, pa priimek. Tako da to je bilo kar malo, je bila dobra izkušnja. Verjetno v teh časih normalno, ne? Mogoče. Okay. Mogoče, ne vem, nisem imela druge izkušnje, meni je bilo zelo nenavadno. Dobro. Ampak so vsi tako delali, tako da predvidevam, da je bilo normalno. Potem sem pa v bistvu dobila povabilo od nekoga, da grem na razgovor za country managerja s Timorola. Mlajši se ne bojo spomnili, starejši pa vejo, da je bil to žvečilni gumi, ki je bil konkurenca v Wrigleyju. In tam sem imela malo sreče, malo pa dobrih izkušenj že iz časa študentskih časov in sem postala country manager za Slovenijo, pa bivšo Jugo, pa Albanijo. To mi je prineslo zelo veliko izkušenj, hkrati pa tudi izobraževanje, ker jaz sem še končala faks oziroma pač višjo v tistem času, ko nismo še govorili o trženju, pa o marketingu, pa o tem, medtem ko je Timorol na Danskem imel interni MBA. In jaz sem vsak mesec en teden preživela tam, kjer so me strokovnjaki v bistvu celega sveta učili o marketingu, o brandingu, o prodaji, javnem nastopanju, veliko različnih tem, finance za menedžerje in direktorje. Tako da tam sem v bistvu zvedela skoraj to, kakor na faksu. Ampak tako, skondenzirano v en teden na mesec. To je bilo dejansko vsak mesec en teden, si šla na Dansko? Ja. Wow. Super je bilo. Bila je ekipca novih direktorjev iz različnih držav. Mislim, da nas je bilo 6-7. Jaz sem vedno največ spraševala, ker smo bili, vsi tudi kolegi so bili iz vzhodne Evrope in so bili naučeni, da če kaj vprašaš, pomeni, da ne veš. Aha. Jaz sem pa zrasla v družini, kjer nas je bilo toliko, pa toliko se je dogajalo, da če nisi vprašal, nisi vedel. Okay. Obratno. Obratno. Tako da sem zelo veliko spraševala, zelo veliko izvedela, seveda včasih tudi bila komu malo zoprna. Počakaj, bom že povedal, ne? Ali pa bom že povedala, ampak vseeno. Naučila sem se ogromno. Potem sem prešla v Glaxo prvič, kjer sem bila marketing direktor za to isto regijo. Sem imela krasnega direktorja, neverjeten vodja, ki me je naučil zelo veliko o tem, kaj pomeni biti vodja, kaj pomeni sodelavce vključevati, kaj pomeni neformalnost v službi. S tem, da seveda spoštovanje, delovnost, ko bi rekla temu, naredi to, kar ti reče, oziroma to, kar se od tebe pričakuje, ni kontradiktorno s to sproščenostjo in s tem, kar sem prej omenila. No, ampak on je bil res neverjeten in tudi tam od njega sem se zelo veliko naučila. Na kar sem potem šla v eno slovensko firmo, kjer se nisem najbolj znašla, iskreno priznam, in potem spet šla v mednarodno firmo, v OMD,
sem ustanovila medijsko agencijo OMD v Sloveniji pod okriljem Lune TBVA in isto tako v bivši Jugi. In potem čez par let nazaj v GSK, kjer me je zaposlil isti direktor, samo tokrat je bil pa on vice president za vzhodno in centralno Evropo. Pardon, mislim, ta isti direktor, ki si ga opisala s presežki, ki ti je bil zanimiv. Okay. Ja, on je napredoval, on je šel vmes po svetu, prišel nazaj v vzhodno centralno Evropo, postal vice president in je iskal nekoga, ki bi mu zaupal. Oboje. In pač zaradi tega, ker to, kar sem jaz počela, je imelo ogromne finance, jaz sem upravljala 100 milijoni funtov in je rabil nekoga, ki bi mu zaupal in z vsemi financami in etično in pa z znanjem. Tako da me je povabil nazaj in nekaj časa sem delala iz Slovenije, dokler je bil sedež za vzhodno in centralno Evropo v Budimpešti, nato se je pa sedež preselil na Poljsko in je to ratalo malo bolj, bi rekla, zoprno. Logistično težavo, ne? Jaz sem potovala 250 dni na leto, 4 ali 5 let zapored. Sem si zadržala koledarje doma, stenske, na katerih piše, kje sem bila kjer dan, da me opomnejo na to, koliko je res bilo to težko delo. Zelo zanimivo, zelo. Jaz sem neskončno hvaležna, da sem imela možnost biti v vseh teh državah, v Uzbekistanu, Kazahstanu, pa Rusija, pa v bistvu cela vzhodna Evropa. Dejansko ste pokrivali tudi take markete, kot so Kazahstan. Ja, do Mongolije. Mongolije sicer nisem prišla med službenim časom, ker je bil premajhen trg, ampak so me pa potem povabili, ko sem nehala delati na Glaxu, me je pa prejšnji partner, ki je delal v Mongoliji, povabil za par dni, da sem učila njihove ljudi. In tam smo imeli pa res vse, od organizacije do marketinga, zaradi tega, ker je pač nivo podjetij v tistem času v Mongoliji bil, bi rekla, tako kakšen startup tukaj. Samo, da so bili že ogromni in zelo uspešni. Ampak organizacija ni bila še tako dobro postavljena. Tako da je v bistvu moje znanje, čeprav sem specialist za marketing, management, recimo pa medije, je bilo moje znanje dovolj, da sem jim pomagala tudi pri organizacijskih zadevah. Nekako je prišlo to čisto naravno. Tako. Potreba, ne? Si tudi verjetno se v vseh teh letih naučila identificirati potrebe timov, kolegov, ljudi na splošno. Ne bom sploh spraševal, če ti je to prineslo izkušnje tudi na nekih, medosebnih odnosih in tako naprej, kako vse to manevrirati, ker je to samoumevno, glede na tvoje izkušnje. Ampak danes je ravno to velik izziv, vidim, ne? Veliko imamo, vsaj jaz opažam, nekih leadership programov, kako naj nekako vodstvo prenaša vse to neko moč, nekako prenos te moči in odgovornosti vseeno more biti, a hkrati, da ostane dokaj neformalno in fluidno in sploh zdaj, ko prihajajo nove generacije, ne, in ravno te nove generacije nekako nagovarjamo tudi skozi to oddajo. Zdaj, če vzamem, potem gre na druge stvari, nadaljujejo tvojo pot karierno, ampak me zanima ravno to, ne. Spoznala si eno in drugo, strogo, da reče že malo zategnjeno formalnost in da se da celo v tistih časih tudi drugače delati. Manj formalno in ravno tam si očitno ti zacvetela karierno, čeprav razumem, ne. Ampak več o tem bova v drugem delu in se že veselim, no, kaj bova vse dobrega načela, katere vse teme in jih povedala našim gledalcem. Dragi gledalke in gledalci, vi pa ne zbežate nikamor, ostanite pred zasloni, kajti čaka nas še veliko, veliko zanimivega. Čez nekaj trenutkov se spet vidimo. Dobrodošli nazaj v drugem delu tega super zanimivega pogovora z Vesno. Vesna, evo, kje sva ostala? Se spomniš? Ostala sva pri... Ne, v bistvu se ne spomnim. To je moja naloga, čistko malo za hec. Ja, pogovarjala sva se pravzaprav o tem, res si nam dala te neke plasti, insajte med v delovnih okoljih, kako se da drugače, ne? In ravno ta kontrast me res zanima. Ta prva večja odgovornost za zaposlitev in gospod direktor, kjer je bilo ravno tako treba klicati, zelo neformalno in si rekla, to ti ni najbolje ustrezalo,
po drugi strani pa potem nek kontrast tega, pravzaprav direktor, nadrejeni, kakorkoli, ki si ga res upisala v presežnikih. Zakaj in kako izgleda ta kontrast in kaj meniš, meniš, da ti je ravno to dalo neko posebno izkušnjo, da si doživela oboje? Mislim, da ja. Absolutno je ta, nekdo bolj deluje v bi rekla, organiziranih, vojaških strukturah. Tudi nekatera mednarodna podjetja, recimo jaz nikoli ne bi v P&G, v Procter & Gamble, nikoli ne bi prosperirala. Zato, ker tam pričakujejo neko, to ni slabo, ampak neko drug način delovanja. Medtem, ko pri nas so pa iskali podjetnike, entrepreneurje. In to je bilo to. Mi smo imeli možnost sami, že takrat, ko sem prvič delala v Glaxu, so bile ideje dobrodošle. Ne samo ideje, ampak so bile tudi malo nore ideje dobrodošle. In to je ta razlika. Ko si ti v strukturi, ki je zelo organizirana in zelo kontrolirana, se ljudje česa spomnijo, ampak mogoče ne izpeljejo. Zato, ker zahteva toliko ene administracije, da prideš v bistvu do tega, da nekaj narediš. Do faze izvedeš. Tako. Medtem, ko v mednarodnih podjetjih, v katerih sem jaz delala, tudi OMD je bil tak, ne samo Omnico Media Group, ne samo GSK, je bilo pa tako, da smo imeli dovolj, bi rekla, zaupanja, ker mislim, da gre za zaupanje. Absolutno. Dovolj zaupanja smo imeli, da smo lahko sami stvari izpeljali, da smo lahko sami rekli ne ali da. Še posebej na mojem področju, pač moji nadrejeni niso bili specialisti za to. In to se mi zdi ena velika razlika v mednarodnih podjetjih. Tam iščejo ljudi, ki so boljši od njih za tista področja, ki jih potrebujejo tudi v vodenju, ne samo na specialistična področja. In jih ni strah tega, da pride nekdo, ki jih bo nateral, da malo več delajo ali pa da so malo bolj pogumni. Zaradi tega iz različnih razlogov. En je mogoče tudi tak, ker vsake 4 leta se vodstvo menja. Jaz sem sicer bila dva mandata, tako, zaradi tega, ker je vse malo bolj specialistično, ampak načeloma se pa na 4 leta vodstvo menja, zato da pridejo nove ideje, da grejo naprej, izkoristijo to, kar so se tle naučili in zaradi tega tudi ne morejo vsega vedeti. In zaupajo ljudem, ki jih postavijo na ta mesta. Tako da to se mi je zdelo res fantastično. Jaz sem na začetku bila malo mikromanager, priznam, ker sem control freak, ampak so me naučili, da to tako ne gre. Naučili so me tudi to zelo hitro, ker sem bila drugič v GSK-ju, sem se zelo hitro naučila, da rezultat sam ni tako pomemben, kot to, da tim potegneš za sabo. Super. Jaz sem se hotela dokazati, prišla sem na tako visoko pozicijo. To je ena višjih pozicij, ki jo lahko imaš praktično, če prideš iz Slovenije v tako podjetje in mi je bilo to nekak izziv, hkrati sem se hotela dokazati. Absolutno, glede na kontekst, velika priložnost, kdo ne bi, želel zagrabiti z obema rokama, sploh pa če ne bi bila ti tako, bom rekel, usmerjena ciljno, imela neke ambicije, verjetno ne bi šla v to. Tako, ne bi niti prišla na to, ne bi dobila ponudbe, niti ne bi sprejela. Ampak sem se pa malo štela, ker sem šla prehitro za rezultati in sem dobila feedback, glej, mi zelo dobro vidimo, kaj si naredila, ne vemo pa kako. In to v tem podjetju ne deluje. Pardon, se pravi, to prenos tega znanja, ni ključno, ok, pridemo samo do rezultata, nauči še ostale člane ekipe, da bojo znali tudi samostojno potem kaj narediti. Potegni jih s sabo, vključi jih, predej jim, dovoli jim, da delajo napake, zaradi tega, ker če ne bojo delali napak, se ne bojo naučili. Seveda držiš neko safety net, držiš neko mrežo, da ne padejo popolnoma, ampak predej. Delegiraj, zaupaj. Tako, ni tvoja, predvsem zaupaj. Saj delegiramo, nared to pa to pa to. Ampak to ni delegiranje. Delegiranje je, tukaj je problem, reši ga. In zaupam ti. Zaupam ti, da ga boš rešil sam, če boš kaj potreboval. Veš, kje me najdeš in vse je ok, v tem kontekstu. Se pravi, kreativno, hkrati dovolj varno okolje, ampak kljub temu vsak razume svojo rolo v timu in širšem kontekstu verjetno. In to se mi zdi zelo pomembno danes, da slišijo mladi ljudje, ambiciozni mladi posamezniki, ne glede na to, kakšno karierno pot uberejo, ampak se mi zdi to zaupanje in odgovornost in varnost, da delaš napake. Kaj bi ti tukaj svetovala v tem kontekstu neke mladi osebi,
ki ima ambicije, ima željo, pa mogoče danes dobiva različne signale, ne, na trgu, v svetu, če narediš napako, to si ga polomil, ne, in tako naprej. In se mogoče zaradi tega ne zmorejo vključiti na današnji trg dela, ne, ker po drugi strani pa mogoče opazujejo, kako se da vse hitro, z lahkoto, brez odgovornosti. To se mi zdi pa neka druga skrajnost na tej premici. Kaj bi ti svetovala v tem kontekstu, kako naj sami sebi zaupajo, da naredijo napake in s tem posledično tudi rezultate? Absolutno. Stvari se zgodijo z lahkoto, če si radoveden, če si pogumen in če trdo delaš. Super. Potem se pa res zgodi z lahkoto in to je formula za uspeh, po mojem mnenju. Ko se vse to zavrti večkrat, uspeh pride. Seveda moraš imeti produkt, moraš imeti storitev, ki je na trgu primerna, ne? Ampak kaj bi jim svetovala? Svetovala bi jim, mogoče nisem prava oseba za to, ker velikokrat se pogovarjamo o tem, joj, danes mladi bi radi sam popoldne ne vem, imeli prosti čas in imeli dopuste. In jaz to zelo cenim. Ampak po drugi strani pa vem, da enostavno zelo malo je dela, ki ga lahko upravaš, ali pa zelo malo je pozicij, ki jih lahko upravaš od do. Od 8 do 4. Ne? Enostavno je tako, da se stvari prenesejo v popoldne, imaš druge časovne cone, imaš stvari, ki se zgodijo danes, pa jih je treba za jutri narediti. Tako da neka zdrava mera tega, ja, dopust, absolutno. Ja, prosti čas, ja, uravnoteženost, absolutno. Ampak vseeno pa odgovornost. Mislim, da tukaj niso samo mladi, mislim, to bi pa si upala reči, pa na srečo ne govorim to sam jaz, tudi recimo v Združenju Menedžer, se o tem veliko pogovarjamo, odgovornosti manjka v Sloveniji. Mogoče tudi zaradi tega ni toliko delegiranja, mogoče tudi zaradi tega ni toliko takega uspeha in preboja na nekaterih področjih, vse na nekaterih so, tam, kjer je ta odgovornost. Ampak zaradi tega, ker vsi mislimo, da bo nekdo drug nekaj naredil. Jaz toliko CC-jev v mailu, kakor v Sloveniji, zelo redko vidim. To je že kar nek tak mikropokazatelj, zgovoren, ne? Zelo. Ja, se strinjam s tabo, tudi jaz opažam. V bistvu sem prav čakal, da boš to besedo odgovoren, zaupanje slaže, ne, ampak to je povezano, eno brez drugega ne gre, ne. In odgovornost, tudi jaz v zadnjem času zelo se o tem pogovarjam, tudi pišem neke zapise, da manjka te odgovornosti, ne. Ne, da smo zdaj Slovenci nek unikum, ampak se strinjam, da tukaj to izrazito opažam in smo navajeni, jaz ne rabim tega dokončati, tisto zadnjo miljo bo pa že nekdo prevzel, nič se ne bo zrušilo, vse bo teklo naprej. Pa ni tako, ne. Iz individualne odgovornosti pridemo tudi do neke kolektivne, ne. Jaz mislim, da si kar dobro odgovorila mladem, dala nek usmeritev, generalno smerokaz, pa vendarle, ne, se mi zdi, da je tudi pomembno tisto prvo, kar si omenila, prostor za napake, ne. Kar pa ne izključuje odgovornosti. Absolutno ne. To je zdaj ta, da rečemo, neka mogoče zmota včasih, ne. Ampak več o tem bova v zadnjem delu, ker nas čaka kratek reklamni blok in ne zamudite zadnjega dela tega super pogovora z mojo gostjo. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v zadnjem delu tega super zanimivega pogovora. Vesna, ostala sva pri napakah oziroma prostoru za le-te, ne, pa tudi posledicah napak, ne. Kako to izgleda konkretno pri tvojem delu pri Stars Adria, pa tudi na splošno me zanima, tvoj pogled. Mogoče bom najprej na splošno razložila, zaradi tega, ker je to, bom rekla, po moje bolj koristno. Z veseljem pa potem tudi povem, kako v Stars Adria delamo, ker tam je pa malo manj prostora. In tudi kaj, ne bo. Tako, in kaj, ja. Z napakami je tako, v bistvu je vodja odgovoren, da naredi prostor, v katerem ljudje lahko varno delajo napake. Ker napake se bojo zgodile in če so v varnem okolju, bo iz tega izšlo dve dobre stvari. Prvo, ne bo prevelika škoda. Ne, jaz sem ponavadi govorila v medijski agenciji, tam so veliki denarji, pa sem govorila ne več kot 4 nule, ker pol je disaster, pol ni več napaka. Ne. Druga stvar, ki je, si jo bo pa ta posameznik res dobro zapomnil. In jaz sem včasih prav računala, koliko lahko investiram v to, da se bo nekdo tega naučil. In kdaj lahko pustim tisto napako, da se zgodi. Seveda nisem računala na papirju, pa tako, ampak enostavno nekako bi rekla neko programiranje v glavi in gledanje situacije.
Pravi, to si to že identificira, da je pomembno, da je ključno ustvariti dejansko neko simulacijo tega, da pride oseba do napake, kajti iz tega se bo največ naučila dejansko. V bistvu niti ni bila simulacija. To so bili real case scenariji. Tako. Recimo enkrat je ena kolegica vedno nekaj pozabljala in sem jaz vsakič opomnila. Okay. In ko je bila najmanjša škoda, in nisem opomnila. To je bil tisti moment, recimo, ko sem zračunala, da bo za nas, za podjetje najmanjša škoda, če tistega ne naredimo. In je bila napaka, in je bila neka škoda, tudi finančna, ampak ni bila disastrous. In ko je bila ona jezna name, da je nisem opomnila, sem rekla, bo še kdaj to naredila? Ne. Ok, vzem to kot tečaj. Kakor da sem te poslala na nek tečaj ali pa na neko izobraževanje, to je bilo zdaj to. Tudi sama sem delala napake. Enkrat sem prišla v Sarajevo brez potnega lista. In to v času po vojni v Bosni so me seveda poslali nazaj. Zdaj, napaka je bila čist moja, jaz sem ga pozabila. Kako sem prišla čez letališče, ne vem. Verjetno zato, ker sem toliko potovala, so me poznali. In morda res noben je vprašal tisti moment za potni list, ampak jaz sem tja prišla in oni so rekli, žal ne morete ne z osebno, ne z garancijo, nič nazaj. In so me dali na isti let nazaj v Ljubljano. In kaj bi se lahko zgodilo? Lahko bi zamudila predstavitev večerno, lahko bi se upravičila, saj je bila neka na pol višja sila, ampak odgovorno sem sprejela v bistvu to napako in sem poklicala kolegico že tam na avtobusu, ko so me peljali na letalo, da mi je kupila novo, da je preiskala, kako lahko pridem nazaj. Mi je kupila novo karto, ki sem jo sama plačala, ker je bila moja napaka. Poklicala družinskega člana, da me je prišel iskati na letališče Brnik in me odpeljal v Zagreb. In ko smo imeli večerni dogodek, sem bila že tam. Bravo. Pravi, vse se da, če razumeš, prevzameš odgovornost in odreagiraš ustrezno. V bistvu je tako, ti lahko padeš v paniko in je čisto človeško, ampak ni pa koristno. Se pravi, če se le da, probaš, jaz sem narejena na mode, ok, kaj lahko zdaj naredimo? Seveda bom tudi jaz paničarila, če bom, ne vem, avion dol padel, jasno, ker ne moram nič narediti, če sem out of control. Ampak če pa moja kontrola in če je moja odgovornost, potem imam pa na srečo to nekako v sebi, da lahko razmislim, namesto da padem v paniko, je prvi korak, ok, kaj lahko naredimo. Paničarili bomo pol. Vse v redu, bo dovolj časa za paniko. Se strinjam, popolnoma. No, ampak tega pa pri Stars Adrii, oziroma, kakor je polno ime podjetja Media Auditing in Consulting, delamo pod blagovno znamko Stars Adria, tle imamo pa malo manj možnosti za napake. Seveda se vedno lahko zgodi, ampak tukaj gre pa za zaupanje, ki nam ga stranke podarjajo oziroma naklanjajo in ga moramo upravičiti, kakor se le da natančno. Kaj delamo? V bistvu podjetje, ki oglašuje, potrebuje za to strokovnjaka, ponavadi medijsko agencijo. Ker niso sami strokovnjaki za medije, zelo težko v natečaj, ko iščejo novo agencijo, dajo čisto vse detajle, ki so pomembni za naslednja 3 leta. Kakšne stvari tudi ne veš, kaj se bo zgodilo, kakšne stvari sploh ne veš, da so variabile in takrat pokličejo nas. Potem pa tudi preverjamo, če agencije to dostavijo. Se pravi, mi smo kot neki revizorji za medijske investicije. Umestni člen, njihov safety net. Ja. In medijske investicije so v bistvu ponavadi zelo velika postavka. In procentualno in v bistvu nekako bi rekla smiselno, glede na to, da ti prinašajo direkten ROI, tako da tudi ROI računamo. Delamo natečaje. Mogoče za gledalce, ki niso čisto vešči tega izrazoslova, samo tega malo definirava, ROI, torej Return on Investment. Ja, to pomeni, ti nekdo recimo vloži 1 milijon ali 100.000 evrov, se je vseeno v oglaševanje, koliko je direktno nazaj dobil od oglaševanja. Tako. Se pravi, za vsak evro, koliko si nazaj dobil tega evra. Predvsem je to pomembno, zaradi tega, ker seveda na začetku vsak evro veliko prinese. Ampak v nekem trenutku začne to padati. Ta return začne padati in takrat moraš ti se ali odločiti, ali res še naprej investiraš, ali pa narediš pauzo, tam, ker ti je začel prinašati manj kot 1 evro, ker seveda oglašuješ za to, da boš prinesel več kot strošek, da boš profitabilen, ali pa potem počakaš, pa greš naslednjo akcijo spet, pa greš spet od začetka v bistvu. Prilagoditi se, pivotirati, biti tukaj kljub temu načrtovani strategiji dokaj fleksibilen, če zadeva pade. Tako.
In velikokrat me vprašajo, kakšen budžet moraš imeti, da lahko si naš privoščiš. Kakršnega koli. Manjši, ki je, bolj racionalno moraš delati s svojim budžetom. Se strinjam. Tako da to je to. Ni omejitve. Evo, Vesna, zdaj na kratko, ker se bliža počasi koncu, daje pa še eno pomembno izkušnjo malo v tem za izpostaviti. Me čisto zanima, če bi preslikala zdaj vse tvoje dragocene, bogate izkušnje, GSK, druge, mednarodne korporacije in okolja in tudi vaše zdaj delo pri Starsu, kaj bi svetovala tukaj direktno, kaj manjka našim v Sloveniji, media menedžerjem, tem, ki so odgovorni za investicije v to področje. Kje so te low hanging fruit, ki se da hitro kaj na boljše obrniti? V bistvu jim nič ne manjka, ponavadi so zelo dobri. Dobro. Žal pa ne morejo pokriti vsega. Danes se stvari tako hitro spreminjajo. Že televizija, ki je na svetu ne vem koliko časa, ne moreš vedeti vse spremenljivke, ki se tam dogajajo. Kaj pa šele z novimi mediji. Tako da kar vidijo mednarodne firme, vse imajo medija auditorja, vse imajo revizorja za medije, za medijske investicije zunanje. Zunanjega vedno? Zunanjega. Zaradi tega, ker interni enostavno ti se moraš skozi izobraževati, moraš delati v različnih državah, moraš delati z različnimi podjetji, zaradi tega, da v bistvu dobiš to izkušnjo, ki jo, če si media menedžer v enem, ne moreš dobiti. Se pravi, si zelo dober, ampak ravno kar sem govorila s kolegico, ki je res dobra in je prišla tudi z medijske agencije v podjetje, ampak ko sem jo opozorila na eno napako, je rekla, mater, na to sploh nisem pomislila. Sem mislila, da je to vedno tako. Neka samoumevnost tega operativnega dela. Tako. In je bilo včasih tako, ampak vmes se je spremenil. In če ne delaš na tem vsak dan, ne vidiš te spremembe. Zdaj, za konec pa mislim, da ne moramo mimo tudi ene izkušnje in v bistvu slike v ozadju, ta res luštna slikca. Kaj tebi to, Vesna, pomeni? Na kratko, kje se je to zgodilo in kdaj in tvoj ključni take-away izkušnja tega doživetja? Včasih moraš imeti tudi malo sreče v življenju. In jaz sem imela to srečo, da so me povabili biti član upravnega odbora UNICEF-a. To je bila prva sreča in druga sreča je bila ta, da sem imela možnost, seveda na svoje stroške, ne na stroške UNICEF-a, in tudi delali smo pro bono, da to povem zelo jasno, da sem šla na odpravo UNICEF-a v Zambijo. Ta odprava je bila narejena zato, da se je zbral material, da se je pokazalo potem v Sloveniji, kaj se s temi sredstvi dela in da so se tudi nabrala nova sredstva. Transparentnost. Transparentnost, tako. Kaj mi to pomeni? Tlele smo sedeli v eni šoli, ki je imela samo 1 meter strehe, imela polomljeno tablo in 2 taka koščka krede. Ampak poglejte oči teh otrok. Poglejte, kako oni spremljajo to učenje. Oči jih edini iz vasi, ki je naredil osnovno šolo. Je na tej slikci? Njega ni na tej sliki, on je učitelj, ampak otroci ga zdaj gledajo, kako on uči in jim razlaga osnove šolanja. Kar mi je tle neverjetno pomembno. Te deklice nekatere so hodile po 3 ure v šolo vsak dan, tudi fantje, ampak za deklice so ravno takrat odprli prenočišča, UNICEF je financiral, vendar so gradili pa krajani sami. In kaj me tle naučili? Poleg tega, da vidiš to neko upanje, ki ga imajo, čeprav nimajo praktično nič, želja po učenju, želja po uspehu. No, to se mi zdi, da mogoče v Sloveniji tudi manjka. Ta želja in lakota po uspehu. Mogoče nam gre predober, pa včasih ne želimo tako hitro teči, ker ni potrebe. Drži. To mogoče prej nisem omenila, pa sem se zdaj le spomnila, ker sem to pogledala. In naslednja stvar je tudi ta odgovornost. Ja, dobili so material, ampak vaščani so sami zgradili in ta nek internat in šolo potem. Zaradi tega, ker le tako čutijo, da je to res njihovo. Se strinjam, zadnjič sem ravno eno svojem LinkedIn napisu to nagovarjal, to pomanjkanje lakote, ampak to je sam en simptom širših, rekel, okolja in okoliščin pri nas, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Meni je samo žal, Vesna, da nima daljšega formata, ker si kot enciklopedija in dejanske izkušnje imaš res iz raznolikih situacij. Prepričan sem, da so danes gledalci ogromno tega odnesli. In jaz mislim, da ta zadnja je nekako tudi to sklepna stvar, ki bi jo rad tudi jaz predal, da bodimo malo bolj odprti, lačni
zaznavajmo priložnosti in jih daj poskušajmo tudi izkoristiti. Ne. Ali bi kljub temu ti še neko zaključno sporočilo mogoče podala našim gledalcem, predvsem mlajšim? No? Ja, upam, da je bil ta čas, ki ste ga investirali v gledanje te oddaje, dobro izkoriščen, da ste izvedeli vsaj kaj novega, ker sigurno ste sami zelo dobri. Tako da vse, kar sem povedala, ni moglo biti novo, upam pa, da ste kaj novega izvedeli. Če ne, me pa lahko vedno poiščete na LinkedInu, se pogovorimo, morda sodelujemo. Srečno vsem. Evo, Vesna, najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Prepričan sem, da te še kdaj povabim, če boš za, seveda. Hvala. Ker ti rabiva vsaj še enkrat toliko časa. Drugače pa cenjene gledalke in dragi gledalci, hvala še enkrat, ker ste bili v moji najini družbi. Ogromno dobrih, koristnih življenjskih sporočil smo danes slišali in pa ja, lahko sledite Vesne primarno na LinkedInu, tako kot tudi moja malenkost. Sledite njej in Stars Adria, da boste videli, kaj novega ustvarjajo. Tako da se vidimo ob prihodnjih druženjih. Hvala lepa.